Pozdravljeni v oddaji Tema tedna. Že nekaj let poslušamo zgodbe o pokvarjenih plovilih pomorske policije. Ladja P-111 se je recimo pokvarila že pri svojem prvem plutju, a kljub temu pomorska policija opravlja svoje delo na morju. Preverili smo, katere čolne imajo policisti na voljo in kje se zatika z nabavo novega čolna. Pomorska policija je državna služba, katere naloga je varovanje državne meje na morju in kontrola prehajanja čez državno mejo na pomorskih mejnih prehodih. Policisti nadzirajo tudi varnost pomorske plovbe, spoštovanje ribiške zakonodaje in opravljajo naloge z področja pomorske ekologije ter rešujejo ljudi in premoženje na morju. Prav tako je naloga policistov izvajanje nujnih intervencij na morju. Policisti na morju intervenirajo ob dogodkih, o katerih smo obveščeni na številko 113 ali pa obveščeni strani Uprave Republike Slovenije za pomorstvo. Se pravi, to gre za reševanje in reševanje, pomoč pri onesnaževanjih, drugih dogodkih, intervencijah. Skratka, večino dogodkov, ki so povezani z udeleženci na morju. Kljub pomembnim nalogam koprski policisti ne razpolagajo z veliko plovili. Trenutno imamo na postaji pomorske policije Koper 2 operativni plovili, to sta P8 in P16. Obe plovili sta manjši in sta namenjeni hitremu interventnemu posredovanju ob dogodkih na morju. Pred nekaj let je imela pomorska policija še 3 čolne, P66, P89 in P111, ki pa niso več v uporabi. Leta 2017 so na čolnu P66 odkrili okvare motorja, po opravljenem servisu pa so ugotovili, da se čolna ne splača popravljati in da bi bilo bolje kupiti novega. Čoln P89 so leta 2018 prav tako upokojili zaradi nepravilnosti. P111, najstarejši čoln pomorske policije, je leta 2021 po 26 letih končal svojo kariero. Čoln je imel nesrečen začetek svoje kariere, saj se je pokvaril že na svoji prvi plovbi. Kupljen je bil leta 1992 v sodelovanju z italijansko ladjedelnico Avionautica, ki je v času od podpisa pogodbe do predaje plovila zašla v finančne težave. Čoln se je tudi pozneje pogosto kvaril ter je velik del svojega življenja preživel na suhem. Šele na koncu svoje kariere je obveljal za zanesljivo plovilo. Danes pa je razstavljen v parku vojaške zgodovine Pivka. Ker policija še ni dobila zamenjave za P111, delajo le z 2 gumenjakoma, ki ju je treba redno servisirati. Glede na stalnost uporabe plovil, se pravi posredovanju in izvajanju rednih nalog policijskih na morju, je temu primeren tudi servisni interval plovil. Kljub vsemu pa zaradi stalnosti uporabe prihaja tudi do okvar, ki se odpravljajo. Preteklo sezono je bilo na enem od plovil opravljena generalna obnova obeh izvenkrvnih motorjev, medtem ko je tudi predlog oziroma želja po nakupu novega večjega plovila. Same okvare pa oziroma posege na plovilih pa opravljajo in izvajajo izvajalci, ki so izbrani na podlagi predhodnih objav oziroma postopkov. Kljub pomanjkanju plovil delo pomorske policije ni omejeno, saj si po potrebi izposojajo plovila drugih služb. Zagotovo si policisti želijo, da bi imeli dovolj svojih plovil za izvajanje vseh nalog. V primeru začasne kratkotrajne odsotnosti obeh operativnih plovil se poslužujemo in dogovarjamo z uporabo plovila ribiškega inšpektorja in Uprave Republike Slovenije za pomorstvo. V ta namen tudi si želimo večjega novega plovila, ki bi nadomestilo odsotnost do sedaj uporabljenih večjih plovil in s tem bi policistom omogočili, da bi imeli ustrezno varnost na morju, možnost dolgotrajnejšega zadrževanja na morju, komoditeto, možnost številčnejše posadke in opreme za posredovanje ob dogodkih, reševanju ljudi in premoženja in se pravi tudi plovbo v vseh vremenskih pogojih. Od leta 2020 se na Ministrstvu za notranje zadeve trudijo nadomestiti plovilo P111 z novim večjim plovilom, vendar je bilo z javnimi razpisi veliko težav. Lanskoletni javni razpis, na katerega se je prijavila le družba Arex, skupno ponudbo z južnoafriškim dobaviteljem Milkor, so razveljavili po sprejetem revizijskem zahtevku zoper razpisano dokumentacijo, ki ga je vložila družba Iskra brodogradilišta iz Šibenika.
Policija pravi, da je objava novega javnega naročila odvisna od končne analize raziskave trga, ki bo zaradi zagotovitve zadostne konkurence pokazala razpoložljivost oziroma sposobnost več ponudnikov za dobavo. Druga ponovitev javnega naročila za nakup novega policijskega čolna bo odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev. V zadnjih letih se trudimo, da bi postopek izpeljali do te mere, da bi bil izbran ponudnik za dobavo novega plovila. Želimo si ga čim prej, vendar dokler javni razpis ne bo potrjen in izbran ponudnik, pač to ni možno oziroma bo treba počakati, da bo izbran ponudnik, ki bo dobavil plovilo. Na Fakulteti za pomorstvo in promet smo preverili, kakšne so značilnosti gumenjakov P16 in P8. Dobro, to so plovila, kolikor vemo, okrog 10 metrov dolžine, nekoliko manj, z zaprto kabino in z izvenkrvnimi motorji. In, stara so pa mislim, da je 7-8 let. Ne. Tako da za ta namen uporabe kot patruljni čoln za velikost našega morja, jaz mislim, da so primerna, saj na koncu jih tudi toliko let že uporabljajo. Je pa res, da so to plovila, ki so veliko časa na vodi, veliko časa vsak dan, tako rekoč, za opravljanje svojih nalog in te delovne ure se tudi hitro nabirajo in posledično temu zahtevajo tudi neko redno vzdrževanje, ki pa je traja, čoln treba vzeti iz vode, treba narediti določene servise in je zagotovo lahko za en tak manjši servis, čoln, en teden mogoče izven uporabe. Lahko pa tudi več, to je odvisno seveda od serviserjev in od tega organizacije dela. Ne. Kaj pa ti servisi zajemajo? Zdaj odvisno. Te servisi glede na to, da gre za izvenkrvne motorje, se te servisi delajo, jaz mislim, tam okrog 200 do 300 delovnih ur, ukolikor ni nekih drugih okvar in običajno gre za klasični manjši servis zamenjave olja, filtrov in neko kontrolo, diagnostiko motorja in podobno. Lahko tudi za zamenjavo določenih zaščite, anodne zaščite. To glede, po moji oceni, glede na obseg delovnih ur, ki jih čolni imajo, se to lahko dogaja tudi na 2 do 3 mesece, ker se zelo hitro, teh par sto ur nabere. Zdaj seveda tukaj vmes so še lahko tudi malo večji servisi na posamezne, recimo vsako drugo periodo, ki zajemajo tudi, sanacijo dna, novo barvanje, podvodnega dela in podobne zadeve, kar spet je pa lahko celo daljše obdobje, lahko je čoln zunaj tudi 2 do 3 tedne. Kako bi rekel, tako da razumeti treba, da so to vseeno delovna plovila, ki imajo veliko delovnih ur, in bi rekel, tudi življenjska doba motorjev, ki se uporabljajo, je omejena na nek delovne ure, lahko je to 4 ali 5 tisoč delovnih ur. In seveda po tem času je take motorje potrebno zamenjati ali narediti večje servise, kakor tudi recimo tudi drugo opremo na plovilu, verjetno tudi po teh letih, kar so sedaj čolni v uporabi. Poleg pogonov, verjetno bo potrebno počasi tudi kakšno navigacijsko opremo verjetno že posodobiti ali zamenjati in tako dalje. Tako da, seveda, tukaj gre za določene investicije, ampak glede na to, da so to delovna plovila, je to, normalen potek uporabe in tega življenjskega cikla te opreme. Ker so redni servisi pogosti, morajo biti plovila dolgo časa zunaj vode, tudi če ni okvar. Ker pa sta na voljo le 2 čolna, so lahko policisti med servisiranjem v stiski. Policisti bi vsekakor potrebovali vsaj en večji čoln za intervencije. Glede na to, da so čolna, ki jih imate zdaj v uporabi, manjša patruljna čolna in vemo, da smo v preteklosti policija imela nekoliko večje čolne, se pravi aluminijaste večje čolne, ki so služili eno za opravljanje teh nalog policije, ki jih opravlja, ampak istočasno tudi za intervencijo v primeru nekih nesreč na morju, tako da je bil temu primerno tudi recimo večji čoln bolj primeren. Zdaj, kako bi rekel, o velikosti je stvar ocene, zdaj, ali je to velikost čolna 12 do 14 metrov, recimo, če govorimo o večjem čolnu, ki je sposoben, bi rekel, tudi ima določene performanse, ki jih policija zahteva za upravljanje svojih nalog. Zdaj, tako da bi rekel o znamkah, o tipih in tako dalje, mislim, da tu je stvar, bi rekel, izbire tistih, ki čolne predvsem uporabljajo. Se mi pa zdi pomembno, da se čolne izbira tudi na nek način na osnovi izkušenj
drugih držav. Ne? Se pravi, imamo sosede Italijane, recimo, ki imajo ogromno morja, tudi Hrvati imajo ogromno morja. In mislim, da nekako je ena taka primerjava lahko zelo, zelo primirna. Poleg tega pa je smiselno izbirati proizvajalca in dobavitelja, ki omogoča, bom rekel, ki so hitre servise, to pomeni, da rezervni deli ne bojo prihajali zdaj iz drugega konca, recimo Evrope ali pa sveta, tako rekoč, ne, ampak da je, bi rekel, ta možnost servisiranja čim bližje. No. In mislim, to so neki taki, za uporabo plovil je to, po moje, tudi ena taka bolj pomembnih elementov. No. Poudarek pri nakupu novega čolna je vsekakor bližina proizvajalca, saj je, kot smo že omenili, servisiranje policijskih čolnov zelo pogosto in je najbolj smiselno, da se za servisiranje čolna ni treba voziti predaleč. V preteklosti so imeli policijski čolni težave z zamudami pri popravilih zaradi uvoza delov, kar bi bližina dobavitelja lahko preprečila. Čeprav Slovenija nima veliko morja, je pomembno, da imajo pomorske službe na voljo dovolj plovil. Vendar je nabava ladij predmet vladnih in javnih razpisov, na katere se pogosto ne prijavi dovolj kandidatov. Hvala za pozornost in se vidimo naslednji teden. Nasvidenje.